sem na pogovoru o migrantski literaturi, ki smo si ga danes zastavili na pobudo založbe VBZ. Ta pogovor poteka v okviru projekta Besede brez meja te založbe in ta projekt Besede brez meja pravzaprav predstavlja in prevprašuje obstoj družbeno odzivne literature v dobi družbenih, političnih in okoljskih pretresov. Predvsem se ukvarja z migracijami, integracijo, identiteto, odnosom do evropske zunanjosti. Delo vključeno v projekt zadevajo tematike migracij, ekologije, vojne in postopke identificiranja ter odnosa do drugega, naj si bo to človek ali okolje. Izid knjig v tem programu oziroma tem projektu sofinancira program EU Ustvarjalna Evropa in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Zdaj za izhodišče za pogovor na tej naši okrogli mizi smo vzeli 2 knjigi, izdani v okviru projekta Besede brez meja. Prvi je strip Alfa, torej ta strip. Alfa od Abidžana do Gare do Norda, večkratno nagrajeni strip belgijsko-gabonske pisateljice Bessore in francoskega ilustratorja Baruja v prevodu Mojce Medvedček. To je strip o beguncu, ki potuje vse od Abidžana do Pariza, da bi pač tam našel svojo ženo in otroka in da bi skupaj lahko tam zaživeli. Potem je pa tukaj še roman Spredaj hodil Babukar, roman italijanskega pisatelja in novinarja Giovannija Docinija, za katerega je tudi leta 2019 prejel nagrado Evropske unije za književnost. Ta roman je pa izšel v prevodu Vasja Bratina. Tale roman govori pa o življenju mladih afriških prosilcev za azil v Italiji. Jaz sem k pogovoru, da ga zastavimo malo širše, torej onkraj samo teh 2 knjig in bolj v nekem kontekstu tega, kaj je sploh migrantska literatura, povabila 3 sogovorke, Katja Zakrajšek, prevajalko in poznavalko afriške književnosti, Ano Aleksandro Gačič, literarno kritičarko in prav tako poznavalko afriške književnosti, in Ajgul Hakimova, predstavnica kulturnega društva Gmajna, ki že vrsto let deluje na področju migracij in je dolgoletna aktivistka na tem področju in nam bo znala dati tudi nek širši uvid v celotno problematiko onkraj naših teh literarnih razpravljanj. Zdaj mogoče za začetek bi kar prosila v bistvu mogoče najprej Katjo pa Aleksandro, če mi lahko povesta, kaj vidve kot pač bralke in poznavalke te literature vidite kot neko definicijo tega, kaj recimo hočemo zajeti s tem, ko rečemo migrantska literatura oziroma ko uporabimo ta pojem, kako bi jo dve opredelile in na kakšen način se vam zdi, da se to vklaplja v nek širši pač kontekst postkolonialne literature. Mogoče vprašanje potem za Ajgul, pa tudi kako ona oziroma kako ti, Ajgul, gledaš na sam pojem migrantsko, kadar se ta pojavlja v nekem kontekstu kulture, kadar pač s tem nekaj označujemo, no. Mogoče Katja za začetek. Ja, hvala. Zdaj jaz bi začela s tem, da so te definicije v bistvu precej v zraku, nevodotesne, s čimer ni nič narobe, ker gre v bistvu samo za pomagala, gre za to, a so koristne v nekem danem kontekstu ali ne. In tisto, kar se mi zdi bistveno, ko govorimo zdaj recimo o migrantski literaturi, je to, da je to eden od konceptov, ki nam omogočajo v bistvu odmik od enih monolitnih pojmovanj nacionalne književnosti in sploh razpirajo prostor za zapažanje in razpravljanje o literarnih pojavih, ki se ne vklapljajo pač v te kontekste nekih trdno zasnovanih nacionalnih književnosti, v neki razumljenih v neki tradicionalni maniri. Seveda bistvo zdaj, ne glede na to, kako temu rečemo, je brati avtorje in avtorice različnih provenienc, s tem ne mislim samo geografskih provenienc, in nekako poskušati konceptualizirati pač to raznolikost. Zdaj, jaz bi se omejila samo na Evropo, ker se podajanje enih pavšalnih sodb za ves svet ponavadi ne konča dobro, oziroma se izteče v neko generaliziranje, ki ničesar več ne pomeni. In bi v praksi pač dala v razmislek mogoče, da zelo različno obravnavamo v bistvu literaturo ljudi, ki so zgolj priseljeni v nek prostor,
in literaturo vidnih manjšin, ki so vidne kot manjšine, ne. Recimo v francoski literaturi je en Ionesco zelo neproblematično francoski avtor in se o njemu niti ne sprašujemo kot o migrantskem avtorju. Za razliko od neke Fatou Diom, recimo, zdaj, če vzamem avtorice, ki so prevedene v slovenščino, ali pa tudi Marine Diaye, ki je rojena v Franciji, ki se pač samo definira za Francozinjo, ampak se jo vedno kategorizira oziroma pogosto kategorizira v nek drug predalček na podlagi pač vidne drugačnosti. In mislim, da je to en element, ki ga je treba zajeti, ne. Se pravi, imamo tukaj element identifikacije teh avtorjev in avtoric od zunaj, po drugi strani tudi je treba seveda nujno vedno upoštevati tudi element samoidentifikacije. Ta dva sta že lahko v opreki, kot se vidi pač že na primeru recimo Marine Diaye. In seveda se tukaj razpira vprašanje, kdo sploh je migrant, migrantka, o čemer bo verjetno Ajgul lahko več povedala, ne, kaj tu recimo naredimo z drugo generacijo, ne, zdaj konkretno, če smo pri literaturi z avtorji in avtoricami druge generacije, kjer trčita njihova vidna drugost in družbena v bistvu in kulturna ne drugost oziroma vpetost v pač to našo družbo, ki jih pa vendarle zaznamuje kot druge od drugod. Skratka, te dileme in te razpoke je treba pač misliti, ko razmišljamo o migrantski literaturi. Zdaj, sama sicer rajš govorim o diasporskih literaturah, zdaj konkretno, kar se tiče afriških in afroevropskih pisateljev in pisateljic, se mi zdi zadnje čase bolj uveljavlja nek pojem afrodiasporskih literatur, ki nekako lažje tudi zajema zlasti avtorje, avtorice druge generacije in naslednjih, ne. Je pa ravno tukaj spet se kaže eno zelo zapleteno razmerje iz zgodovinskih razlogov, ne, med tem, kaj sploh je v bistvu, kaj so afriške literature in kaj so afrodiasporske literature, kje potegnemo to mejo zlasti pri književnostih v francoščini, ker se je frankofonska afriška književnost najprej zasnovala v Parizu, ne, kot literarno polje v izgnanstvu, kot je kongovski raziskovalec to definiral. Tako da ta razmerja v bistvu in te pozicije so dejansko zelo nestabilne. Zato bi rekla, da je tudi migrantska literatura sama v bistvu zelo nestabilen označevalec za vrsto pač nekih literarnih pozicij, ki so gibljive, hibridne, mnogotere, drseče med več prostori in jeziki ali pa tako dojete. In so zato pač, kot sem že rekla, neulovljive z enimi tradicionalnejšimi koncepti evropskih literarnih ved in zato zanje nevidne. In to je pa tudi navezava na postkolonialne književnosti oziroma na postkolonialne študije, ne, ki ravno prevprašujejo pač te tradicionalnejše koncepte tudi literature. Mogoče še Aleksandra? Se jaz lahko mogoče navežem, ne, če sem nekako v preteklosti razumela migrantsko literaturo kot pač bodisi literaturo, ki je pisana z pozicije migrantov, se pravi ljudi, ki imajo migrantsko izkušnjo, ali pa literaturo, ki obravnava določene teme, s katerimi se soočajo migranti, se pravi bodisi rasizem ali neka odtujenost ali problem neke razodtujitve, neumeščenosti v nek prostor in čas in tako dalje, ne. Ampak zdaj, če se navežem čisto na Katjo, jaz bi tudi se na primer mogoče pred samo fiksacijo in pred neko določenost, ne, kaj migrantska literatura je, sprva vprašala pač, ne, po definiranju oziroma po opredelitvi osebe z migrantsko izkušnjo. Mislim, da je to zelo pač takšen nek izmuzljiv pojem, ne, in mislim, da tlele se strinjam s Katjo, no, ko je rekla, bi jaz se tudi mogoče v velikih primerih odločila za diasporsko oziroma diasporično
literaturo namesto migrantske, ne. Ampak kakorkoli mislim, da je, če se zdaj še navežem delno na pač to vprašanje, ne, neke postkolonialne teorije oziroma samega postkolonializma, ne, mislim, da je tlele nekako predispozicija pač govora o teh migrantskih literaturah. Mislim, da je pomembno imeti v mislih pač samo neko geopolitično strukturo literatur, če lahko tako rečemo. Se pravi, da gre vendarle za nek odnos, ki je mogoče hierarhiziran, kjer mogoče ki se vzpostavlja med metropolo in recimo temu periferijo oziroma pač kolonijo, ne. In že tukaj se pač nekako vzpostavljajo določene dinamike, ki seveda imajo številne migracije za sabo in vključujejo številne migracije in ne govorimo zdaj samo o migracijah, naprimer iz Senegala v Pariz, zdaj slučajno sem se danes spomnila pač mozambiškega pisatelja Mije Couto, ki je pravzaprav, on zase govori, da je belec in Afričan, in se mi zdi tudi ta njegova pozicija dokaj zanimiva, čeprav ne vem, če bi jo nekako označila kakor migrantsko. Kakorkoli mislim, da mogoče je migrantska literatura v nekem aspektu tudi emancipatorna, se pravi reakcijska, se pravi iz neke morda neslišanosti oziroma neke mogoče pozicije, ki ni tako vidna prihajano, tako da mogoče se pa tele v tej poziciji tudi motim, to so neke mogoče moje onkraj uradnih definicij refleksije. Vsekakor se pa strinjam, da kakor je tudi Katja omenila, da je pomembna tema v migrantskih oziroma diasporskih literaturah vprašanje identitete, se pravi nek vdor v identiteto, pa lahko je to pozitiven ali negativen, lahko je pravzaprav nekaj s tem izgubimo ali pa pridobimo, ampak se mi zdi predvsem, da gre za neko pomemben aspekt hibridnosti in pluralizma, ki pravzaprav se pravi neke kompleksnosti, heterogenosti, ki navsezadnje pač so nekako osnovne črte samih postkolonialnih realnosti. Bi mogoče samo še to dodala, če se navežem, zelo se strinjam, da je zelo pomembno izpostaviti to hierarhiziranost globalnih razmerij, asimetričnost razmerij moči med prostori, med katerimi se gibljajo zelo pogosto ljudje, ki migrirajo v sodobnem svetu. In mogoče je vredno tudi spomniti na to, da same tudi postkolonialne študije, ko govorimo o tem, dostikrat izhajajo iz precej privilegiranega pojmovanja izkušnje migracije, ki je bilo pač odraz izkušenj nekih globalno mobilnih teoretikov in teoretičark, z velikim poudarjanjem neke izkušnje kozmopolitstva, pogleda, ki se ob tem razpre in tako dalje, kar je vse res, seveda pa to ne sme nam zapreti, oziroma ne smemo pri tem izgubiti izpred oči, da so seveda tudi izkušnje migracij zelo mnogotere, dostikrat veliko manj privilegirane in seveda dostikrat neprostovoljne. In se pravi, zelo pomembno se mi zdi, ko govorimo tudi o literaturi, o migracijah in o migrantski literaturi, da ne homogeniziramo teh pozicij in teh itinerarijev. Ajgul? Ja, meni sta bili obe knjigi zelo všeč, čeprav morda obstajajo boljše še knjige, še lepše napisane. Mislim, da obe knjigi sta precej novejše, torej govorijo o tem, kar je trenutno zelo pomembno, o poti do Evrope in o življenju v Evropi. In na zelo, zelo dober način. Obe knjigi sta pomembni za slovenski prostor. In če sem že omenila Slovenijo, bi se tu naprej vprašala, kakšna pa je slovenska migrantska literatura, Ker pač
njena zgodovina govori o tem, da ni bila država, ki vse povprek kolonizirala, zato nima te frankofonske afriške ali pa angleško govoreče afriške ali pa celo mogoče druge jeziki, ki so prisotni v Afriki. In tukaj ti vidiš to bogatstvo, ki jo pripeljajo priseljenci. Cele diaspore proizvajajo, produkcija teče, hani v Korejiši, dobro gre. Ampak mi v Sloveniji zaenkrat lahko mogoče govorimo o svojevrstni literaturi, ki sedaj se pojavlja, nosilci katerega so diaspore, ki so se sem preselili v času Jugoslavije. Ampak to so verjetno različne. Tako da, ko jaz vidim besedo migrantska literatura, mi je prvič zelo všeč, zato ker to je bil najin s Petro prvi projekt. Takrat, ko so prišli begunci leta 2015, Long Summer of Migration, ko so bili begunci po 20,000 ljudi na meji med Slovenijo in Hrvaško, in potem, ko so zaprli meje, ko so zaprli Balkanski koridor, smo imeli v Sloveniji, posebej v Ljubljani, veliko število oseb, ki so ostali in so bili v Rogu, in smo imeli v Rogu kar 2 centra, socialni center Rog in Second Home, in tukaj se je porodila ideja, da hočemo imeti nek projekt, ki se imenuje Migrantska literatura na glas, se je imenoval. In kaj smo takrat mislili z besedo migrantska literatura na glas? Enostavno smo videli, da okrog nas živi recimo do 50 ljudi iz 20-30 držav in smo hoteli slišati glasove. Torej, mi smo hoteli slišati pisatelje, ki so tam zelo znani, njihovi, da jih imajo radi, te begunci, ki so prišli sem, in da oni preberejo na glas, ko imamo te dogodke, izseke iz te svoje literature, ampak tu nekje v Evropi, v lepi deželi podalpski. In nam se mi zdi, da je to ratalo, zato ker pač večinoma poezija se je brala, ampak tudi proza. Tako da razumem, da obstaja, z obema strinjam in zelo lepo sta povedali, Katja in Aleksandra, jaz ne znam tako povedati, ampak razumem, da korenine teščijo v orientalizmu od Edvarda Saida, ampak in še vedno, tudi če pogledamo na Giovannija, Giovanni je Italijan, pravnik, novinar, zelo mlad, 2 leti starejši od mene, se tako dobro, potem vprašaš, kako Giovanni, ti se tako dobro spoznaš na življenje prosilcev za azil v Italiji. Ja, verjetno on je prebral 1001 odločb, sedel je v komisiji in ve, kako to poteka. Tako da velik plus Giovanniju, Doziniju, da ni nič romantiziral, da ni nič praktično orientaliziral, glih obratno v tej melanholiji, ki jo predstavi, v kateri so udeleženi, čeprav on besedo black uporablja kar nekajkrat, kar mi je čisto redu, predstavi točno to. Tako da se mi zdi, da je on z svojim literarnim pisanjem, z tem svojim produktom, z svojo knjigo, enostavno dal v življenje teh ljudi na isti nivo kot Evropejci, torej pozdvignil jih je, pač dal jim je možnost, da so tukaj takšne, kakršni so, brez dramatizacije, brez viktimizacije, največ se zgodi, bogi so, in tu mi je bilo najbolj to všeč, da nič ni to delal, kar ponovadi delajo recimo evropski pisatelji, ali pa vsaj so delali v 18. 19. stoletju, in ker imam hčerko, ki je stara 9 let, zdaj smo v zgodbe iz Narnije, Zgodba iz Narnije je izjemna rasistična zgodba, mislim, ne lepa zgodba, ampak ima ogromno teh orientalizmov, torej povzamajo ogromno stvari, ogromno vsega iz Orienta in jih pokažejo kot divjaki, kot savage in tako naprej, in potem to prodajajo otrokom. Tako da v tem kontekstu se mi zdi, da ti novodobni pisci, ta gospa Bessora Barò, je privilegirana migrantka, torej ona ni alfa, ona ni una punca, ki umre znotraj knjigi, torej, ampak glede na to, da pač nekako predstavlja deloma tudi Afriko, zato ker nosi Afriko v sebi, na svoji koži, ima pravico, da tako piše, kot piše, in mislim, da je bila zelo faktografska zadeva, ki je odlična, bi
pripadala tudi slovenski, mislim, tukaj v tem prostoru, bi morali tako 100 takih knjig imeti in jih brati kot obvezno literaturo od 6. do ne vem katerega leta starosti. Tako si jaz predstavljam migrantsko literaturo. Ampak sama, in to je zanimivo, meni se zdi posebej po letu 2015, ker obe knjigi sta zelo sveži, to je, ne vem, nov svež zrak, a ne? Ne beremo nekih, kako se reče temu, monolitnih, težkih zgodb, ki bi nam filozofsko razčistili našo percepcijo sveta. Ne, beremo čisto navadne zgodbe, ki so del tudi nas. Ker pač migranti, ki so v obeh knjigih, so tukaj med nami. Žal še nimamo toliko pisateljev, upam, da bomo čim več imeli možnosti v prihodnosti, da bomo imeli več knjig, ki bojo napisali migranti, ki so se odločili, da bojo ostali živeti v Sloveniji. To. Mogoče, če nadaljujemo, zdaj si Ajgul v bistvu že vzpostavila neke te tvoje kriterije tega, kaj se tebi v bistvu zdi neka dobra reprezentacija, oziroma pa ni nujno, da je dobra, ampak neproblematična reprezentacija. No? Pa me zanima mogoče Katja pa Aleksandra, kaj od tega tudi, ker sta vidve recimo kaj brale, se vama zdi, da je dobra migrantska literatura, pač da je dobra, to je tako, ne, seveda tudi osebni okus, ampak mogoče, ja, kaj so tiste stvari, kaj so tiste knjige, ki pač podajo to izkušnjo na nek način, ki ni problematičen, in tudi mogoče, če sta kdaj vidve zaznali kakšne pač ne, mogoče avtorje, ki niso pač avtobiografski glasovi, tako kot je tudi pač Ajgul zdaj izpostavila, da pač seveda italijanski avtor nima same migrantske izkušnje. In če lahko kdaj v teh primerih govorimo tudi pač o apropriaciji teh nekih tematik v literaturi, pa mogoče tudi v umetnosti splošneje, sploh v zadnjih letih v Evropi. Mogoče to, no, za en tak nastavek za naprej. A lahko se jaz mogoče na Ajgul navežem, ker je lih omenila, pač, da je zaznala pač določene pač take orientalistične postopke in mislim, da je tega ogromno. Ne? Mislim, da je tudi ta celotna pač ta migrantska literatura, vsaj v tej meri, v kateri sem jo jaz brala, se mi zdi, da včasih res deluje po njena čisto recepcija tudi na Zahodu, se mi zdi, da včasih pač deluje po nekih principih orientalizma, v smislu, da sedaj pa lahko nekdo, kateremu pač ne drugače ne, čist od nekako odvzemamo možnost, da bi ta človek lahko pisal, oziroma da bi kjerokoli drugo funkcijo imel, pa zdaj pa končno pa lahko, ne, mogoče pa vendarle ni to, kar večinsko mislimo, da je, ne. Se mi zdi, da je to tlele pač nek pomemben aspekt, ne samo v tem, da je ogromno nekih orientalizmov v tej literaturi, ampak tudi to, da je recepcija teh del pogostokrat znotraj bralcev nekako zapopadena znotraj stereotipov oziroma pač neke lastne interpretacije, ki je pač takšna, kakršna je. Ampak mogoče bi jaz tlele samo pač to, ko sem razmišljala danes, ja, to moram reči, ogromno tudi nekega pozitivnega rasizma, vsaj tako se meni zazdelo, pa mogoče še Katja kaj pove o tem, ne, se pravi, da je pač na tem momentu neke fascinacije nad kulturno drugim, pač govorim zdaj o pač recepciji, pa mogoče tudi delno egzotizacija in tako dalje, ne. Ampak mogoče, če malo nadaljujem, se mi zdi zelo pomembno, jaz bi izpostavila dva avtorja, ki ste mene pač nekako tako se mi zdita reprezentančna za migrantsko literaturo, sicer bolj novejša pač avtorja sodobna, ne, zato ker imata sama izkušnjo begunstva, ne, in v tem momentu bi mogoče izpostavila iransko pisateljico Negar Džavadi, ki je izdala knjigo Dezorientalka, ki pravzaprav govori s čisto polautobiografske pač pozicije. Druga knjiga je pa pravzaprav knjiga, ki sem jo lansko leto prebrala in me res pač nekako navdušila, Silence is my mother tongue od eritrejsko-etiopskega pisatelja Sulejmana Adonije,
In se mi zdi pravzaprav, da njuna izkušnja begunstva, Sulejman je bil namreč v Sudanu, živel je pač to mnogo let, celo otroštvo je preživel praktično v begunskem taborištvu, preden je pač kakor mladoleten otrok brez spremstva bil pač preseljen v London in tako dalje, ampak se mi zdi, da je njuna pozicija, čeprav takih je ogromno drugih avtorjev, ampak jaz sem mogoče zdaj izpostavila pač čisto na subjektivni ravni, avtentična je, ker je pač izkušnja doživeta, vsekakor pa ni to nujno. Tako da mogoče, jaz sem se spomnila pač ta dva primera, vsekakor pa ni nujno, da je nekaj potrebno doživeti, da bi o tem tudi pisali. Vsekakor mogoče lažje pisati o tem, vsekakor pa mislim, da nasplošno je tudi nek cilj migrantske literature, da ljudje ne bi doživljali takih izkušenj na koncu. Ja, mislim, da je to zelo pomembna poanta, ki si je zdajle izpostavila, Aleksandra, da ni pač to pogoj zapisati o eni temi, da si pač nekaj sam avtobiografsko doživel, ker konec koncev, kaj pa je literatura, fikcija zdaj drugega kot pripovedovanje o drugih, ne samo o sebi. In tukaj mislim, da je, seveda zdaj je zelo pomembno je, kako se to dogaja in zlasti v odnosu do družbenih skupin, ki so slabo reprezentirane, utišane in v nekem ranljivejšem položaju, je tukaj tudi literarna odgovornost seveda še dosti večja. Je pa, mislim, da res dobrodošlo in pravzaprav nujno, da recimo upovedovanje in tudi reflektiranje migracij, zdaj literarno, ne more in ne sme ostati zgolj breme migrantk in migrantov. Zdaj, ta pozicija, kako se v to umestiti, kako prepuščati dovolj prostora, vendar ne prepuščati vsega bremena tem avtoricam in avtorjem, mislim, da je to eno zelo pomembno, tudi zelo kočljivo vprašanje, kjer se dejansko šele učimo kot družbe, kot literarne družbe, kot literarna okolja. In tukaj bi mogoče izpostavila tudi zelo pomembno vlogo založb in založniških programov. Zakaj? Zaradi tega, ker ena knjiga pač ne more teh vprašanj razrešiti. Docini lahko piše samo kot Docini, ne migrant. Ne vem, Orson Shirley, recimo, če dam en primer tudi iz svoje prevajalske prakse, lahko piše pač kot ona sama, zavzema pač to pozicijo. Zdaj, kako se ti avtorji in avtorice plasirajo v nekem literarnem polju, koliko prostora se odmerja, koliko platforme se odmerja, katerim tipom glasovom, katerih provenienc, kot sem prej rekla, to je pa dejansko stvar, pri kateri imajo zelo veliko moč in zato veliko odgovornost tudi same založbe. Se pravi, da se ne zadovoljimo s tem, da izdamo en roman o migracijah, čeprav je še tako dober, ampak, in je potem to, kar smo na to temo naredili letos ali pa v toliko letih v svojem založniškem programu, ampak da se odpirajo ti programi dejansko glasovom, ki nosijo pač tudi to izkušnjo. In tukaj vidim tudi v slovenskem založniškem prostoru pač še vedno problem, seveda vezan tudi na sam jezik pisanja. In en konkreten primer, enega avtorja, ki je postal protagonist knjige, ni mu pa še uspelo izdati svoje knjige, se pravi. Ali ostajajo migrantke in migranti nekdo, o katerem se samo v literaturi govori, ali jih beremo kot avtorji, avtorice, kot sogovornike, sogovornice. To se mi zdi pač eno zelo pomembno vprašanje. Zdaj, kar se potiče tega, kakšna je dobra literatura na tem področju,
Meni je bilo zelo všeč, Ajgul, kar si povedala o odlikah Ducinijevega romana, namreč v tem smislu, da predstavlja neko zelo, konec koncev tudi neolepšano podobo, zelo, ne eksotizirano, zelo človeško v bistvu, teh ljudi. In to se mi zdi tisten ključen element nekega dojemanja in tudi potem literarne reprezentacije, neke polne človeškosti, ki seveda zajema tudi migrantsko izkušnjo, ni pa nanjo omejena. Ampak zajema pač vse drugo, kar se ljudem nasplošno v življenju dogaja in kar smo konec koncev. En tak dober primer iz čisto moje prevajalske prakse tudi je britanska avtorica Bernardine Evaristo, ki jo bom pač letos prevajala, Girl, Woman, Ada, kjer je dejansko fokus spet na tem, da so pač ženske, pretežno ženske, katerih zgodbe pripoveduje, za začetek so zelo različne med sabo, se pravi nobene homogenizacije, različne so generacijsko, razredno, po pač vseh mogočih izkušnjah, ki človeka definirajo, skratka, in imajo svoje napake, in imajo svoje zgodbe, imajo neke svoje različne pozicije v družbi in tako naprej. In to se mi zdi bistveno, ta individualizacija, ne homogenizacija pač nekih zgodb. Mogoče Ajgul bi tukaj še kaj dodala? Ja, pač, ker smo mi majhen prostor, meni se zdi, da je zelo pomembno, da vedno omenimo Slovenijo. Pač, mislim, prvič moram reči, da se mi zdi, jaz se ne spoznam na statistiko, ampak Slovenija kar precej dobro prevaja tujo literaturo. Zdaj pač vidim, da so začeli prevajati prav tako, kako se reče temu, posebej, prav migrantska literatura, torej Evropska unija se zaveda tega, da je pomembno podpreti migrantsko literaturo, da mora biti glas migrantov slišen, posebej, če je migrant sposoben, talentiran in zna pisati, ali pa mu vsaj nekdo mora pomagati, da do tega pride, ker pač jaz mislim, da tu spet, nekoč smo se, ko je Goran Vojnović objavil svojo knjigo Iz Fužin, je imel seveda predstavitev v socialnem centru Rok, na to je bila ta monodrama, ki je bila odigrana kar nekajkrat. In potem smo se malo po dogodku pogovarjali in to so sanje, pač je bilo tako rečeno, zdaj ne spomnim se, kdo je to rekel, to so sanje nekoga, ki prihaja iz delavskega razreda in da postane pisatelj in tako mu uspe, da se prodre in pač pride do tega. Jaz mislim, da pri migrantih je zelo podobno, samo zaradi tega, ker mi nimamo masovnosti, pa nimamo glih veliko primerov, posebej, če upoštevamo migracije po letu 1991, dobro, pustimo tisto do 1995 in gremo dalje. Še en mejnik je 2004, ko je Slovenija postala članica Evropske unije. Jaz ponovadi štejem od tu naprej, zato ker od tu naprej se podrejamo posebni evropski migracijski politiki, ki ima svoje standarde in po teh standardih mi smo zdaj sprejeli v vseh teh letih, letos 2021, okrog 700 ljudi, in od teh 20 ali 30% živi v tujini. Razumete, Tako da, pa kar se tiče te knjige, ki si jo že omenila, Katja, protagonist in pisatelj, bi jaz točno to poudarila. Jaz mislim, da če mi vidimo v Sloveniji ali pa vidimo, da osebi bo ratalo, da bo osebi uspelo, da je pisatelj, da ima izkušnje, da je migrantskega porekla oziroma celo begunec, ki je bežal pred vojno, naredil to pot, prišel in hoče nekaj povedati, ampak ne more, ker prvič nimamo mi dovolj kapacitet, da se knjige prevajajo, štampajo se iz arabščine, iz farsija, To treba zagotoviti in čas in prostor in ljudi, human source. Da ne tako, da potem vse te zgodbe se napišejo in se pod njih podpiše slovenski človek.
a ne. Torej, pač napisal si moje spomine, moje ljubezen, moje zgodbe, vse. Ampak kako to, da se podpišeš pod tujo zgodbo, da se podpišeš? To pa ne vem. To je moje subjektivno mnenje, ne bom nič več, nič ne obsojam, ampak samo hočem povedati, da težko je, a ne, verjetno, posebej, tako kot sta vidvi dobro povedali, ne pričakuješ zdaj od nekoga, ki je doživel na tisoče travm, tako kot v knjigi Alfa je opisano, a ne, kako to dogaja se, da on bo potem prišel in postal del migrantske literature v Evropi. Ne, ampak če pa vidiš, da je oseba pripravljena in da je to, potem pa če je to treba na fair način, ne, fair play igrati. Se mi zdi, no, mogoče se motim, ne vem, ampak to se mi zdi fair, da ti človeku daš besedo in si ga dal, si zapisal njegove besede. Super. Daj še njegovo ime zraven. Iz njegove hiše to izhaja, iz njegovega mesta to izhaja in tako naprej. Ampak to so pač tako. Drugače pa se mi zdi, da glih zaradi tega, ker smo prepišna država, pač tranzitna, ne, država prepih, ali pa danes sem se pogovarjala z mojim starim prijateljem, beguncem iz Sirije, ki živi tukaj že 5 let in pravi, da I feel Slovenija is ghetto, a ne? Mogoče bi kmalu bo prišla neka svojevrstna slovenska getoizirana literatura, a ne? Because they told me that I should learn Slovenian, but I have nobody to speak to. Torej, moram učiti slovensko, ampak ne moram se z nobenim pogovarjati in sem ga mirila, sem rekla COVID-19, ljudje so osamljeni, vsi smo v krizi trenutni, počasi upamo, da bo boljše, da pridemo ven in da se dobivamo, gremo na kavo, da se družimo. Ljudem se začne malo že mešati, ne? In jaz mislim, da ta trenutek, Giovannijeva zgodba je celo tako, bi rekla temu, lepa zgodba, da se ti to dogaja. Ampak ta trenutek imam občutek, da še tisti, ki so ostali v Sloveniji, premišljujo o tem, da bi šli naprej. A ne? In potem na koncu mi smo ostanemo tako, kako se reče temu, obstaja ruski pregovor, sapožnik bez sapog, a ne? Pač država brez migrantov, brez beguncev, migrantov že imamo skoraj 200,000 tujih delavcev s svojimi družinami, ki živijo tukaj in potem imamo Esada Babičiča, Gorana Vojnoviča, veliko drugih pisateljev, ki izhajajo iz te pač skupne zgodovine Jugoslavije, ki so se preselili. Ampak jaz govorim zdaj o drugih ljudi, o drugih, ki jim Slovenija noče podeliti v večjem številu status beguncev in zato, ne vem, tako da zato bomo brali eritrejske, senegalske, Kongo pisatelje iz Afrike via Paris, London and Singapore, maybe. Ja, iz centrov, ne, iz teh pač nekih že uveljavljenih postkolonialnih centrov v bistvu tudi. Se meni se zdi, da... sorry. Mogoče bi samo tu navezala, ne, mislim, Ajgul, ti si pač zdaj zelo lepo pač povedala, kaj pa je pač dejansko stanje, ne, onkraj pač kulture in tega, kaj beremo ali pa kaj gledamo in tako naprej. Meni je recimo zanimivo to, kar si izpostavila, pa lahko pol se še do druge navežete ali pa pač ne, da pač to, no, ko smo vstopili v Evropsko unijo, ne, hkrati smo se kot pač država mogli podrediti nekim režimom mejnim in pač vsem tem, ki pač spadajo k temu, ne. Hkrati pa smo začeli dobivati tudi ogromno enih sredstev za projekte. Za evropske projekte, kulturne pač evropske projekte, kjer pač je pa recimo tema migranti, ne, tudi neka tema, ki trenutno pravzaprav prinaša neke točke na razpisih za projekte in se na nekem tem kulturnem področju pa to pač spodbuja, ne. To je v bistvu pač, tukaj se vidi nek cinizem, ne. Mislim, to je neka velika diskrepanca tega, da se pač kulturna produkcija je na tej, kar se tiče te tematike, pač čisto drugače dojemana kot pa pač sama politika, ne. Mislim, tako... Ne vem, kako vi na to gledate, no, mislim...
verjetno lahko pač, verjetno Slovenci verjetno hitreje pač izvejo o migrantski izkušnji več iz ene prevedene knjige, kot pa od pač nekoga, ki tukaj živi, ne. Jaz sem pomislila malo prej, ko je Gul govorila in mogoče se bi zelo na kratko navezala na to, pa mogoče pač nekdo drug malo več pove z neko kompleksnejšo izkušnjo, ampak se mi je zazdelo oziroma sem dobila pomislek, da so mogoče migranti pač migrantska literatura, njihove zgodbe, da so mogoče v nekem trenutku tržna niša, niso pa oni sami po sebi. Se pravi, radi te slišimo, ne, vsak rad sliši neko zgodbo o kulturnem drugem, pač ne, imamo neko fascinacijo nad tem, ampak redko kdo želi to imeti zraven sebe, ne, mislim osebo, zdaj čisto konkretno, ne, se mi zdi, da se včasih, da se zadeve nekako stajajo vsekakor na abstraktni ravni, kar pa ne vem, če je eden od ciljev migrantske literature, da zadeva samo obstoji na nivoju fikcije, no. Ja, mislim, da tukaj vsekakor so pasti, ne. Po eni strani je seveda moč literature, da podaja neke individualne zgodbe proti golim statistikam, ne, da uporabi pač to zmožnost, tukaj imamo v bistvu nek presek, ne, domišljije in etike, domišljije kot zmožnosti vživljanja v drugega, ne, in ki nas lahko tudi kot bralca posrka v to doživljanje drugega. Tako da v bistvu v nekem najboljšem primeru taka literatura dejansko postaja en zelo varen, sicer poligon za ozaveščanje raznolikosti človeških izkušenj in prisotnosti pač teh drugih ljudi in njihovo, kako naj rečem, očlovečanje, ne. Seveda tukaj vedno ostaja past, ne samo v literarnem pisanju, ampak to, kot si že prej rekla, Aleksandra, med pisanjem in njegovo recepcijo tudi, ne, lahko je bolj na eni, lahko bolj na drugi strani, namreč past, da te izkušnje, tudi te travme, konec koncev, ostanejo le hrana za eno dosti neobvezno domišljijo, ne, bodisi kot, bom zdaj zelo grdo rekla, poligon eskapizma ali pa kot neka pornografija inspirativnosti, ne. To je nekaj, na kar moramo tudi kot bralke in bralci vedno znova tudi paziti. In ravno zato je pač spet izjemno pomembno, da ne beremo samo o migrantkah in migrantih, ampak da beremo tudi njih kot sogovornike in sogovornice. Zdaj, kar se tiče vidnosti samih teh avtoric in avtorjev v Sloveniji, to se mi zdi pač tudi zelo pomembna tema, ki si jo izpostavila, Igul. Mislim, da je tukaj tudi problem enega zelo specifičnega samodojemanja Slovenije, pa tudi slovenske literature, ne, kot izjemno monolitnega prostora, homogenega, v katerem enostavno ne opazimo teh drugih elementov, čeprav so okrog nas, ne. In tukaj se izgubijo potem tudi, tukaj se izgubi pač tudi zlasti literatura, ki nastaja tukaj, ampak ne v slovenščini, ne. To je pač en problem vidnosti, na katerem bomo še morali kar precej delati, ne. In spet je to vprašanje tudi nekih založniških, ne, odločitev in tako dalje. Zdaj, en tak projekt se mi je zdel zelo obetaven, ki se je nastavil nekako lani, pa upam, da bo zaživel, no, zdaj z pandemijo je seveda to zelo oteženo, ne, organizirati pač neka srečanja v živo in tako naprej. Ampak pesnik, tukaj živeč pesnik iz Irana, Pujesh Azizadin, je imel izjemno fino idejo, ki smo jo že začeli, tudi ki se je začela že realizirati na Vodnikovi domačiji, ne, za srečanja, ki bi se ravno fokusirala okrog tukaj živečih avtoric in avtorjev, pišočih v, kot jaz temu rada rečem, neslovenščinah, ne. In ki bi se tudi širila v izmenjavo pač nekih izkušenj, zgodb in tako dalje, in konec koncev nek integracijski projekt spoznavanja, ne.
Se pravi, da te zadeve niso nekaj, kar prihaja od zunaj, kar je samo nek tuj okrasek, zelo neobvezen, ampak pač govorijo o ljudeh, ki živijo med nami, ki so med nami, ki so mi, no, mislim, konec koncev nekako razbijanje te predstave v bistvu zelo monolitne v slovenski družbi, ne, to bi bil recimo en tak način, podobno že kot, verjetno kot ta projekt migrantske literature na glas, ne. Ja, mislim, ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem tudi brala malo člankov, ki so jih v tujini pisali o tem konceptu migrantske literature. In velikokrat sem v bistvu naletela na citat Gayatri Spivak, ki gre takole nekako v angleščini: "The whole notion of authentic migrant experience is one that comes to us through hegemonic voices, and so what one has to tease out is what is not there." Torej, mogoče za konec, oziroma, mislim, če boste želeli, seveda lahko še nadaljujemo, eno tako vprašanje, kaj je tisto, kar pravzaprav v teh literaturah manjka, oziroma česa se ne sliši? Kaj vi pogrešate, oziroma ve pogrešate v tem polju literarnem, ki pač rečemo migrantska literatura? Jaz se bom mogoče tlele, pa ne vem, če mogoče tudi nimam čisto odgovora, pač kaj točno pogrešam, pač ne, ker vidim, da se pač tudi tako tematike postajajo tudi z novimi generacijami afriških avtorjev izjemno kompleksne, raznolike, tako da pač mogoče tudi ne bi znala čisto konkretno na to vprašanje odgovoriti, ampak meni se je zdelo pač pri sami migrantski izkušnji, pa jaz osebno jo pač nimam, ampak mogoče sem jo nekako vsaj deloma preko nekih empatičnih momentov literature in poznanstva pač nekako vsaj delno doživela. Ampak se mi zdi v tej knjigi, ki sem prej govorila o Sulejman Adunija, pač ne, ki je eritrejski pisatelj, ne, in to se mi zdi ful pomenljivo. In to je pravzaprav nek moment, ki me je pravzaprav mi je dal misliti, ne, pravzaprav kdo je vključen v migrantsko literaturo in ne, tako da eden od glavnih protagonistov v njegovi knjigi je deček z imenom Hagos, eritrejski deček z imenom Hagos v sudanskem taborišču, mislim, za kempu za begunce, ki je pravzaprav gluhonem. In se mi zdi pač ta nek moment, ne, kdo so migranti, ne, tudi znotraj njih se vzpostavi pač ta dominantnejši glas, ne, tisti, ki so zmožni izgovarjati, tisti, ki so dovolj talentirani ali izobraženi, da lahko svojo zgodbo povejo. In potem je mnogo tistih, ki mogoče imajo nezmožnost govora, kot ima pač ta deček oziroma ta karakter v tej knjigi, ne. Tako da mislim, da je tlele ogromno nekih zgodb, ki se morajo šele bojo prišle pač nekako tudi znotraj literature. Ja, absolutno mislim, da gre pri tem, da ta citat pravzaprav, oziroma ta razmislek Gayatri Spivak v bistvu samo še bolj zaostreno nekako razpira vprašanje, ki je pa prisotno v vsakem pravzaprav literarnem prostoru, v vsakem literarnem toku. Po eni strani, kaj je pravzaprav avtentična izkušnja, ki naj bi jo ta literatura upovedala in čigava je ta izkušnja, ne? In recimo, čisto en primer, zdajle sledim mlademu nigerijskemu pesniku Romeju Oriogunu precej, ki pač spet izhaja iz enega, ne vem, ravnejšega ozadja po eni strani, po drugi strani pač kot pripadnik LGBT populacije seveda ima spet eno drugačno izkušnjo, skratka je zaznamovan še z eno drugostjo in velikokrat v bistvu govori o tem, kako je večina tudi same nigerijske književnosti stvar dominantnih glasov, dominantnih seveda znotraj Nigerije, čeprav niso dominantni globalno. Skratka, te hierarhije se vedno vzpostavljajo in vedno je dejstvo, da literarno izražanje, zdaj govorim pa za vsak literarni prostor, katerikoli,
ne prihaja z vseh možnih družbenih pozicij v enaki meri, točno to, kar si rekla, Aleksandra, ne. Ampak to ni nekaj, kar je specifično za migrantsko literaturo, ampak pač je neko splošno dejstvo, ali pa z nekaterih pozicij sploh pač ne prihaja, nima možnosti prihajati ta literarni izraz, ne. In spet po eni strani zavedanje tega kot bralke in bralci in po drugi strani pač tudi imajo avtorji in avtorice, ki imajo možnost izrekanja, seveda tukaj toliko večjo odgovornost, ki ni zgolj literarna odgovornost, ne, kako o tem govorijo. Zdaj, mogoče bi pa še izpostavila še eno stvar, eno tendenco, ki sem jo opazila, namreč, da se večkrat, da so pač, zdaj bom rekla, imigrantske avtorice in avtorji, še posebej, ko začnejo enkrat pisati v jeziku države, v kateri so se naselili, ne, so veliko dostopnejši, veliko lažje dostopni, tudi za bralke in bralce, seveda enostavnejši za založbe, ker jih ni treba prevajati, tam so, pri roki so. In njihove reprezentacije tudi svojih dežel izvora so zelo pri roki. S tem ni nič narobe. Kar postane potencialno problem, je, da recimo, da postanejo substitut tudi za branje literature iz držav, iz katerih prihajajo. Se pravi, da naenkrat ena Negar Džavadi, ki se meni zdi zelo fina avtorica, jo zelo cenim, ki si jo že omenila, ne, Aleksandra, z Dezorientalko, ki jo je prevedla Suzana Koncut v slovenščino. Problem seveda ni s to knjigo, ampak s tem, če ta knjiga postane substitut za branje pač iranske književnosti nasploh. In to je spet neka vprašanje v bistvu ene založniške in bralske komodnosti, ne, ki se je treba upirati v bistvu aktivno vedno znova. Jaz pa bi se zahvalila za te dve sugestije, to bom zdaj prebrala, obe. Saj sem že zasledila za iransko pisateljico Džavadi, da je bilo nekaj objav, sam še nisem prišla do trgovine ali pa do knjižnice. Komaj sem vrnila še otroške knjige, ko so zdaj dovolili. Drugače, na vprašanje, kaj manjka, recimo, če izhajamo iz teh dveh knjig današnjih, Alfa ima preveč. Mislim, zato se mi zdi, da so to spakirali v obliki stripa, a ne, ker so v bistvu pač gospa oziroma gospodična je napisala, en znan stripar, ki sploh ni bil po poklicu stripar, je pač narisal to in je malo poseben, ni klasičen. In se mi zdi drugače, se ne bi dalo to zgodbo na tak način povedati, ker to je izjemno težka zgodba. Tako zgodbo, po mojemu, samo tako skrajšana, condensed, tako, kako se reče, zgoščena in še velike slike, vse je to, ampak je zgodba izjemno pomembna za migracije iz Afrike v Evropo. Zato, ker mi smo zdaj zadnji čas, evo, čez nekaj let bomo mi brali kakšno migrantsko literaturo, v kateri bomo omenjeni kot balkanska pot. Pripričana sem, čez balkansko pot od leta 2015, vključno z balkanskim koridorjem, šlo že okrog 2,5 milijona ljudi, a ne? In pač pričakuje se, da bo vsaj nek otrok ali pa kdorkoli, nekdo je posebej potem, ko so leta 2016, marca, torej spomladi, začeli zapirati ta koridor, potem je že skoraj 1 milijon, recimo, v teh letih je šlo mimo. In ta zgodba bo verjetno zelo težka za brati, zaradi nasilja, ki se dogaja nad potjo, nad migranti. Danes so našli 13 oseb, ki so se skoraj zadušili v kamionu. Torej, to je vsakodnevna zgodba. Če berete recimo na Facebooku, jaz sledim No Name Kitchen, to je organizacija, ki je bila in še vedno zelo aktivna, sploh ne rabiš potem migrantske literature, če hočeš izvedeti zgodbe, a ne? To so izjemno zgoščene zgodbe, polne travm in potem mogoče potem obstaja neko sito, a ne, nek čas, ti moraš vse to preživeti in potem pride ven nek literarni izdelek,
ki je potem bolj balzam na dušo. A ne? Mislim, lažje je prebrati lep literarni izdelek o migrantski poti, kot aktivistična poročila, ki jih bereš vsak dan. A ne? In če se že gre za popularizacijo kršenja pravic ali pa svobode gibanja, pravice dobivanje, potem tako imenovanih zahodnih človekovih pravic, ki jih sami na Zahodu kršimo, potem pa mogoče res bolje to početi kot z literaturo. In se vrnim k Petri glede projektov. Zadnjič smo imeli en sestanek, ker pač smo, že zdaj imamo sestanek, da se naslednjo leto prijavimo na kakšen projekt. Ni kulturne narave, je pač NGO, Non-Governmental Organizations. In potem imamo, a veste, te evropski projekti zelo si želijo, da imamo skozi ves čas te fokusne skupine, a ne? In sem jaz povedala zelo odprto konzorciju, sem rekla, če bomo delali še 10 fokusnih skupin, mene ne bo zraven. Zakaj? Zato, ker tudi metodologija je pomembna, ne? Pristop je pomemben. Torej, če hočemo mi izvedeti, kako živijo migranti v Evropi v zadnjih, čist vzamemo novejšo zgodovino, 10-15 letih, in če hočemo pomagati tem ljudem, in če že imamo projekte, potem dajmo to delati s človeškim obrazom, a ne pa ono sam fokusne skupine, I need your opinion, a ne, zdaj moram si zapisati, zdaj moram narediti raziskavo in gor in gremo. Ne, a lahko naredimo, in to so Italijani ful dobre, oni so predlagali The Theater of Oppressed kot metodologijo, a ne? Da ne bi zdaj ves čas delali eno in isto, intervjuje, fokusne skupine, ampak da se malo bolj angažiraš in da skupaj z ljudmi, ki tukaj, ki ne govorijo še jezika, ki doživljajo ogromno 100 let samote, tak beseda, samote, osamljenosti, potem da malo bolj prideš skupaj, malo z drugačnimi metodikami. In tu se mi zdi spada tudi migrantska literatura. Več literature, boljš je. In če bo več literature, to pomeni, da bo več orientalizma, več stereotipov in več gradiva za obglodati, a ne? Ampak mi v našem prostoru pogrešamo to. Mi nimamo in hvala Bogu, da privajajo vsaj take, ne vem, to ni presežek leposlovja, ampak vseeno, to je neka novinka in to je super. Katja, Aleksandra, bi videli še kaj dodali? Mogoče samo, če se navežem na kratko, pač na Aigul, na hitro, vsekakor je lažje brati o migrantski izkušnji, kakor jo doživeti, je absolutno drugače. Čeprav tudi branje je včasih naporno. Jaz bi se mogoče vrnila še tudi tvojemu prejšnjemu vprašanju, Petra, ko si rekla, da je tukaj v bistvu ogromno cinizma, med tem, kako dejansko obravnavamo ljudi, ki prihajajo v Evropo, pa literaturo, predvsem o njih. In ja, tukaj definitivno je cinizem, ki bi mu rekla strukturne narave, se mi pa vseeno zdi, da gre tudi za to, da drugi ljudje delajo pač na polju literature. Skratka, odnos, ki je značilen recimo za polje literature, je lahko zelo drugačen kot od nekih migrantskih politik, ne zaradi enega osebnega cinizma, strukturnega absolutno, ampak zaradi tega, ker samo področje in njegovi akterji pač drugače pristopajo k tem tematikam. To se pač večkrat kaže s tem, da nekako še najlažje neki drugačeni in manjšinski glasovi najprej vstopijo na polje kulturnega, kot recimo na polje konec koncev politične vidnosti. In v tem smislu se mi zdi to pozitivno, tudi da prinaša konec koncev točke to, da se te teme odpira vsaj na polju literature, ker dejansko imamo tukaj opraviti z ogromno ene družbene inercije, ker se stvari pač iz nevidnosti in iz nevednosti ne izpuljajo same
In prav gotovo ne z recikliranjem pač nekih sodb, tudi literarnih sodb, ki imajo same sebe za estetske in spregledujejo lastno družbeno umeščenost. In v tem smislu mislim, da je res treba pozdraviti projekte, ki izpostavljajo te druge literature in literature drugih, ne, znotraj Evrope. Taki potiski so lahko samo dobrodošli. Seveda, po drugi strani spet z vprašanjem, kdo sodeluje, s kakšno vednostjo, s kakšnim zavedanjem teh problematik, o katerih smo pač govorili, kje išče material in še enkrat, in se ne bom opravičila, ker se ponavljam, po kakšnem ključu se izbirajo glasovi, ki dobijo pač to platformo. Ne? To se mi zdi pač glavna skrb tukaj. Še kakšna zaključna misel? Mislim, da smo ful enih stvari povedali, pa da počasi zaključimo ta naš pogovor. Če ima katera od vas še kaj za pridodati? Ja, mogoče bi še dodala še to, no, da v Sloveniji, ker se strinjam, da je zelo pomembno, da se umeščamo vedno znova, ne, v naš konkreten prostor. V Sloveniji obstaja in v slovenski družbi obstaja en ogromen razcep med razmišljanjem o Slovencih po svetu, se pravi Slovencih kot migrantih, razmišljanjem o slovenskih migracijah navzven, ne, in med razmišljanjem o migracijah v Slovenijo. V bistvu dobiš občutek, kot da gre za dva povsem ločena pojava, za dva pojava, ki sta kvalitativno nekaj povsem drugega, kot da bi bile pač slovenske migracije en povsem izjemen primer v globalni zgodovini migracij. To si zelo lepo rekla, se strinjam, ja. Tu bi zdaj v bistvu lahko že začeli, kaj pa je slovenska izseljenska literatura, ne? Torej, Luis Adamič je v zadnjih letih spet postal popularen. Meni se to zdi sicer čudovito, da se je pač tudi začel prevajati, pa da se je nekako spet vrnila zavest o tem, da je pač je obstajal. Spet prevajati, ne, ker se ga je že prevajalo. Ja. Sicer pa ja, se strinjam, je razlika, mislim, te izkušnje se nikoli ne enačijo, ne v političnem smislu, ne v nekem kulturnem ali pa literarnem. Ja. Ampak recimo, da lahko ravno literatura, ker je za en korak odmaknjena od neposredne političnosti zgodb, ne, ponuja en poligon za razmišljanje o tem. Seveda je treba pa potem narediti še ta korak spet nazaj v zunaj literaren svet, ne, in te refleksije potem prenesti tudi v zunaj literarne drže. Ampak mislim, da tukaj ima eno vlogo enega polja, v katerem se te zadeve da razmisliti, ozavestiti, v najboljšem primeru, ne. In to je pač, če ima literatura kakšno družbeno moč, potem jo ima v tem smislu. Mislim, da je to zelo lepa zaključna misel, Katja. Rada bi tudi, da nas obveščaš, če bo ta projekt, o katerem si prej govorila, teh srečanj z tukaj živečimi, pišočimi, se zagnal, verjetno pač po tem, ko tale COVID nas malo mine, ne? Oziroma, ko bo malo več možnosti za neka srečanja v živo. Jaz bi se vsem trem zelo lepo zahvalila, da ste prišle oziroma se priklopile. Se mi zdi, da smo dali veliko enih izhodišč oziroma ste jih dali veliko enih izhodišč za premislek teh literatur. Hvala tudi založbi VBZ za povabilo k temu dogodku in sploh, da pač razglabljamo malo širše o tem konceptu migrantske literature. Se mi zdi, da to kar malo manjka, čeprav seveda tudi ta tema pač velikrat pride na spored v pogovorih, ki jih Ana vodi o afriški literaturi, v Novodnikovi domačiji. Tako da ja, mislim, da lahko zaključimo in se vam še enkrat lepo zahvalim in se zahvalim tudi našim gledalcem in upam, da so poslušalcem in upam, da so dobili kaj zaglodati, bom tako rekla. Hvala.
Hvala.